Živijo v novem vlogu, mi smo že na poti naprej, že kar zgodaj zjutraj, oziroma na poti naprej, na poti proti mestu, v Daklo gremo. To imamo samo 10 km, tam sva dobila kontakt od enega v redu mehanika, tako da bo naredila reden servis na kemperju, se pravi menjava olja pa filtrov. Upava, da bo to lahko že danes zrihtala, če ne se bo mogoče probala za jutri zmeniti, bomo videli, no. Pa šla bova še v trgovino, pa na tržnico, tako da malo zaloge dopolnimo tlele, ker še moram možnost. Danes je bil kar zelo produktiven dan. Najprej sva šla k mehaniku, ki nam je čisto takoj vzel, tako da smo bili že ob 10 tam na vrsti. Sem hotel reči v delavnici, ampak ni bila glih delavnica, v bistvu ima en mali prostorček, eno kamrico, kjer ima pač orodje, pa si na ulici parkiran in tudi ostale mehaniki imajo tako. To je ulica, kjer je, ne vem, sigurno 10 mehanikov. Sva pa zamenjala filter, olja in olje, pa zavorno tekočino in za vse skupaj z njegovim delom sva dala 100 evrov, tako da sva kar zadovoljna. Pa sva še na isti ulici videla, da so tam eni, ki nekaj švasajo, tako da sva dala njim še zašvasati eno zložljivo lopato, ki jo imava. Sicer je zložljiva, ampak se je že toliko zahaklala, da se ne da več zložiti, ampak je še vedno cela majava, tako da zdaj ni več zložljiva, niti približena, ampak saj ni majava, tako da je to zrihtan. Ja, pozabil si povedati, da sva filter drugače že imela, nismo ga zdaj kupila. No, pa smo šli pa še na 2 tržnici, prvo po zelenjavo, pol na drugo tržnico za ribe, kjer sva zagledala 2 skuši in sva jo takoj kupila in razumela, da pač stane 50 dirhamov, se pravi 5 evrov za 2 ribi, se nam je zdela čisto sprejemljiva cena. Potem nam je pa prodajalec nazaj vrnil denar pa rekel, da ni 50, ampak 5, tako da sva za 2 skuši čisto dobro rejeni plačala 50 centov, kar se nam je zdelo čisto noro. No, potem smo šli pa še vodo nafilat, tukaj se že pozna, da je Sahara in da ni več tako enostavno povsod dobiti vode, kot v Alpah, kot povsod nekje nek potok žubori. Tako da smo v mestu kupili kupončke, 5 kupončkov je stalo 1 evro, se pravi 1000 litrov vode je stalo 1 evro. In en kuponček sva porabila, ko sva se potem odpeljala do vodnega stolpa, kjer imajo narejeno 600 metrov globoko vrtino in vam potegnejo vodo, ki je še pač žveplena, ampak jo očistijo, sicer je precej klorirana, ampak za pitje ok. Tako da ja, sva še to opravila in ja, dan se je kar hitro obrnil, oziroma do kosila smo prišli nazaj, ampak je bilo pa res kar produktivno dopoldne. Ja, vmes smo šli še v trgovino, mislim, da si pozabila povedati. Še to, ja.
Ampak ja, tudi vodo bi lahko verjetno kje v mestu najdel pred kakšno mošejo ali pa kaj. Ampak se nama nekako pol niti ni dal vozakati po mestu pa iskati vodo, smo rajškar šli na te točke, kjer smo vedeli, da se ziher dobi. Ja, ker ta vodni stolp je zraven tega placa, ki sva ga izbrala za prenočevanje in ker veva, da je lepo in v redu tudi, kar se policije tiče. Ja. Danes smo ostali še na mestu in tudi verjetno bomo še jutri tukaj ostali, zato ker nam res čist paše malo počitka. Sva pa danes vseeno izkoristila, da imamo veliko vode oziroma da tle zdaj veva, kje vodo nafilati, tako da sva tudi kemper orang spucala, pa delo sva se prestavila na zgodne popoldanske ure, tako da imamo zdaj pozno popoldne čas iti v mesto. Ja, v bistvu v Maroku smo bili, mislim, da enkrat na severu zvečer v mestu, zato bolj vasi, no, večji vasi. In nama je to kar zanimiv, tako da smo se odločili, da gremo tudi danes malo po Dakli pogledati, pa mogoče tudi kakšno dobro stvar za jesti najti. Včeraj sva v Dakli imela kar kulinaričen večer. Najprej sva šla tam v eno lokalno restauracijo oziroma eno tako malo sobico, kjer so stregali tudi hrano, in sva naročila hariro, to je taka njihova enolončnica in en takle masemen. In potem je bil ta masemen tako dober, da sva kupila ga še za 3 dni zdaj za zajtrk, še 5 dodatnih masemenov. In potem sva šla na sosednji ulici še v eno restauracijo oziroma v eno slaščičarno, tako spet bolj lokalno, kjer sva še vsake eno tortico pojedla in za vse skupaj sva dala 4,5 €, tako da sva bila res čist presenečena, ker zadnjič, ko sva kupovala v Dakli, nama je ena hotela za masemen ful veliko zaračunati, ker je videla, da sva turista, tako da sva brez masemna ostala, ampak ja, zdaj sva pa prišla na svoj račun. Se že peljemo naprej proti jugu v smeri Mauretanije, tako da smo zapustili Daklo, smo pa zjutraj opravili še zadnje stvari, ki smo jih imeli za opraviti. Jaz sem slučajno zjutraj malo preveril nivo olja v motorju in sem ugotovil, da je zadnjič na servisu ga v bistvu malo preveč not nalil, tako da smo se vrnili do serviserja, da ga je 1,5 litra ven spustil, pa smo šli pa naprej. Ja, pol smo še nafilali vodo, spet v onem vodnem stolpu, tako kot zadnjič, v bistvu zato, da gremo iz Dakle res s polnimi tanki in kanistri. Mauretanija je res saharska država, tako da zna biti kdaj tudi problem z vodo. Tudi že tle
tle v Sahari, zahodni Sahari je pač izven mesta skoraj nemogoče dobiti, ker tudi na pumpah nimajo vode, nimajo vodovoda, tako da ja. Zdaj so še zadnji kilometri pred resnim potovanjem po zahodni Afriki. Ja, imamo pa teh kilometrov do meje, mislim, da še 400 skoraj, tako da jih ni glih sam par. Ja, tle so malo večji, kot si jih mi predstavljamo v majhni Sloveniji. Mi smo se pripeljali na eno zelo lepo plažo, v bistvu sva ugotovila danes, da niti maroški policaji in vojska nimajo pojma in ne razumejo svojih pravil. Zaradi tega, ker do zdaj smo vedno imeli problem biti na plaži in so nas terali iz plaže nekam bolj v notranjost ali pa v neko mesto. Danes smo se pa že preventivno parkirali nad plažo na enem klifu, zato ker je bila zraven ceste, ki je vodila na plažo, pač tabla, da je prepovedano kampiranje, tako da so bila ziher, da pač do dol, tudi če pridemo, ne bomo mogli tam prespati. No in je prišel vojak nama reči, da tukaj ne smeva spati, da morava iti dol na plažo, ker je dol pač vojaška stanica in on tam čuva in tam bomo varni, tako da ja, upamo, da ne bo nobenih težav. Je pa res zelo, zelo lepo, ta plaža se imenuje Puerto Rico in je res, ker v Puerto Ricu zelo bel pesek in prav sanjsko. Ja, res. Bomo pa drugače verjetno v soboto šli v Mauretanijo, tako da se že vnaprej opravičujeva, če bojo zdaj naprej vlogi kdaj zamudo naloženi. Ne veva, kakšen bo tam signal in internet, tako da ja, če bojo zamudo, nismo midva kriva. Ja, upamo, da bo v redu, ampak ja, bomo videli. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio!